Knjiga Pesmi in igre Daneta Zajca je nastala iz globoke skrbi in neravnodušnosti, tiste nevseenosti do spomina na Daneta Zajca ter iz ponovnega premisleka o njegovem opusu. Pesniški jezik Daneta Zajca je bil in bo eden od najbolj prepoznavnih v drugi polovici 20. stoletja, ne samo v slovenski literaturi, ampak tudi v zgodovini svetovne književnosti. Obenem pa ostaja eden od literarno-teoretično manj oprijemljivih. Danez Zajc, ki se je rodil leta 1929, je svojo pesniško potjo in poetiko, ki je najbolje prekrivna z njegovo osebo, osebnostjo in biografsko kronologijo, zaznamoval zgodovino slovenske poezije in literature s svojim izvirnim, pretresljivim pesniškim jezikom. To pa ne pomeni, da je slovenska poezija od leta 1958, ko je izšla prva Zajčeva pesniška zbirka Požgana traja v samozaložbi, kaj drugačna. Ne. Zaznamovanje avdience, bralstva in literarnega razvoja slovenske poezije s pesnikovo vrhunskostjo, edinstvenostjo in neponovljivostjo izraza je seglo globje in je bilo daljnosežnejše. Še danes lahko z gotovostjo zatrdimo, da je Danez Zajc eden najboljših slovenskih pesnikov in za njim nadaljevalca ni. Kajti poezija Daneta Zajca vedno, kadar jo beremo, ter znova in znova presune, globoko gane in pusti onemeti. Takšno, ne prazno, a belo prostranstvo molka je pustila tudi v slovenski poeziji druge polovice 20. stoletja. Zato naj bi ta knjiga kljub vsemu tudi pokazala, da se ukvarjati s poezijo Daneta Zajca plodno, da pa je treba raziskovati njegovo poetiko z veliko previdnostjo. Treba je potrpežljivo iskati tisto subtilnost znanstvenega jezika, s katero bi se njegovi poeziji približali skromno ponižnostjo in jo naposled morda dosegli v njeni skrivnostnosti. Skrivnostnost je tista značilnost Zajčevega pesniškega jezika, ki ga uvršča med ene najbolj izvirnih pesnikov od antike naprej. In tega se je treba zavedati, ko govorimo o njem, da ni pravzaprav nikoli dovolj premišljevati o njegovi poeziji, da ni nikoli zadostno iskati približek besed, ki bi dostojno opisal njegovo pesniško veličino. In zato smo se danes zbrali, da bi se ponižno spominjali Daneta Zajca, enega največjih pesnikov vseh časov. Zdaj pa lepo prosim avtorje oziroma najprej prve goste, ki so Aleš Berger, Igor Grdina, Milan Dekleva in Matej Hriberšek, da počasi začnemo ta skromni pogovor o Danetu Zajcu pravzaprav. Knjiga je stvar premisleka, stvar bralca vsakega posebej in je na voljo seveda vsem bralcem. Najbolje pa tistim, ki ponovno odkrivajo ali pa še vedno ostajajo eni najbolj zvestih bralcev Zajčeve poezije. Hvala. Zato bi pa najprej prosila Aleša Bergerja, da nam pove nekaj o svojem davnem srečanju iz leta 1963 z Danetom Zajcem in nam pač deli z nami to avtobiografsko notico, doživljaj o tem. Ja, takoj. Dobar dan. Hvala za vabilo. Gospa Neža, hvala za vašo pripadnost dedu in hvala za čast, da lahko začnem ta pogovor.
Od nekdaj sem bil nekako proti temu, da ljudje v starejši obdobju obujajo spomine, ampak zdaj me je kot najstarejšega tukaj to doletel. In če dovolite, bi prvo svojo intervencijo na tem pogovoru, prvo od dveh, namenil enemu spominu. Namreč, ko smo se pogovarjali o nocojšnjem srečanju in mojem prispevku na njem, sta mi na ušesi začeli pribrnevati besedi tunikine prsi. Odkje to? Tukaj se začne moja zgodba o srečevanju z Danetom Zajcem. Imeli smo v gimnaziji enega nenavadnega profesorja psihologije v 3. gimnaziji, ki preden je stopil v razred, je vsaj 1/4 ure nervozno hodil pred vrati, gor in dol, z neko desnobo. Potem je dal pa kaj za prebrati. Nič ni on predaval, dal je kaj za prebrati. In enkrat leta 1963 je v Ljubljani in v Sloveniji in verjetno tudi v širši Jugoslaviji zelo odmevala zadeva Dizdarević. Kaj je to pomenilo? Neki mlad bosanski delavec, 22-leten, Ramo Dizdarević, je v Horjulu ubil na polgostilniškem pretepu, spopadu, visokega oficirja JLA, Slovenca. In bil je proces na sodišču, bilo je ozvočen prenos procesa. Prijatelj Jaro mi je prejle, ko sem mu povedal, da bom to omenjal, celo povedal, da so njih kot 17-letne dijake vodili na ta proces. Ne vem, če se ga Miljan spominja. Skratka, bila je neka eskalacija nezdravega nacionalizma. In ta gospod Malner, profesor psihologije, nam je brez besed dal, ti boš pa to prebral, eno številsko perspektivo. In tam so pisali verjetno Rožanc, Taras, tako, in so problematizirali seveda ta uradni odnos slovenski do tega ubogega Ramota, ki je bil potem obsojen na smrt, pa potem pomiloščen. Skratka, perspektive so me takrat zelo pritegnile in sem jih največ od takrat kupoval. In kaj imajo tukaj delati tunikine prsi? Eni sarkastičnih glos se je Danes Zajc obregnil ob ponatis romana Ivana Potrča Na kmetih, ki je imel na naslovnico eno sicer lepo sliko Franceta Miheliča z neko dobro jedro prsato nimfo. Danes se je pa seveda zelo posmehnil dvojni morali Ivana Potrča, ki je bil takrat glavni urednik pa avtor in ki je verjetno rohnel zoper nemoralo v morda mladi literaturi takrat. Tunikine prsi so bile pa citat, ko ima Potrč en ali dva stavka o teh prsih. Ne? No in tam potem sem šel zdaj gledati tele eseje Danetove, ki jih je Cunjah izdal pred leti. Hkrati ima leta 1940 tudi en zelo posmehljiv in hkrati duhovit spis o volku pogoltniku, ki je bil pa naslov neke zgodbe, ki jo je napisal Tone Seliškar, takrat v počastitev ne vem katere obletnice, in kjer partizani rešijo cel gost nedolžnih živali pred to hudobno zverino požrešno. Skratka, profesor Malner se me s temi perspektivami zelo dotaknil, če zdaj pomišljam. Tudi
v šolsko glasilo Koraki, ki so nama jo s samom Simčičem po 2 številkah prepovedali, sem napisal eno gloso o Bosancu, tak melodramatičen monolog Bosanca, ki sedi na avtobusu in komentira pri sebi vse te ljubljanske meščane, ne, skratka ta socialna pravičnost zoper te takrat priklicano, morate vedeti, da leta 63-64 smo mi priklicali toliko in toliko ljudi z juga in jih potem tukaj na neki način izkoriščali. Ne. No, tako, zdaj, če to skušam periodizirati, vidim, da sem verjetno tudi v letniku 63 prebral Otroka reke, ali pa v knjigi, ki je takrat išla, ker sem se že nekako moral navdušiti nad Danetom in nad to pametjo in nad tem stališčem in tudi na to poetiko, seveda. In v tem me utrjuje spomin, da sva z nekim, danes že pozabil, skoraj da kako mu je ime, sošolcem iz paralelke ustanovila dramski krožek prav zato, da bi uprizorila Otroke reke. Do česar seveda nikoli ni prišlo, ampak to je pa zdaj že korak do njegove dramatike. Ne. Ampak zdaj, ko sem se prav na vašo podbudo nekako začel organizirano tega spominjati, vidim, da je bil Dane in perspektive in ta profesor napolno niman, kako je to čudno, 60 let je tega in kako so bili eni kanali že takrat utrti in upeljani. Najlepša hvala. Ja, mislim, da jaz v svojem lastnem prispevku ne mislim ga tukaj nič propagirati, ampak prav na to se navezujem, kako res je Dane Zajc pravzaprav svojo že prvo pesniško zbirko vzpostavil svoj pesniški jezik in tudi pravzaprav svojo pozicijo v tiste dani literarni sceni, sredi, no bomo rekli, intelektualni sredi te dani, od katere ni odstopil do konca. In ta čudna kontinuiteta, ki je seveda temelj njegove poetike, se mi zdi tudi ključ vsem do poskusa globjega razumevanja njegove poezije. In v tem trenutku bi morda rada poudarila prav to, kako pa kljub vsemu, da govorimo o tej skrivnostnosti, celo hermetičnosti njegovega jezika, kljub temu pa je bila neka slogovna vzdržanost, vzdržnost že v nekdaj tudi značilnost njegove poetike, neka jezikovna elementarnost, govorimo o zelo čistem slovenskem jeziku, ampak prav s tem se pa tudi po drugi strani dotaknil lahko slehernega občutljivega bralca. In to se mi zdi tudi eno izmed bistvenih značilnosti njegovega pesniškega jezika. Bi morda vi, Igor Grdina, kaj povedali še o tem, ker ste napisali nekaj o tem njegovi zelo avtentični pesmi Askala, govori o njegovem notranjem, sanskem celo jeziku. Torej, jaz sem se pripravil, pa bom popolnoma drugače zdaj vzpodbojen z Alešovo intervencijo začel. Namreč Neža je rekla, da se poezija Daneta Zajca bere. Ampak mislim, da je tista njena zvočna stran tudi tako zelo pomembna, ker recimo pri ravno tej pesmi Askala niti akcenta ne moreš vedeti, če ne poznaš avtorske izgovorjave.
To pa pomeni, da je danes Zajc, ne glede na to, da je imel pravzaprav nek odpor do tolmačenja, zlasti znanstvenega tolmačenja svoje poezije, se s tem, kar si znanost prizadeva, nekje vendarle srečuje v natančnosti. Torej, to je izjemno natančen pesnik, malo improvizacij. Jaz nisem videl zapuščine njegove, ampak predstavljam si, da je potem, ko je bila kakšna pesem objavljena, mogoče je kaj popravil tu in tam, to vem, da je, ne kakšno besedo, ampak da bi pa nekaj daljšega izletelo ven ali pa... Pripomorek k natančnosti. Gotovo, ne, ampak ko je dal pesem iz rok ali iz ust, je vendarle bila vedno gotova. Torej, nobene improvizacije pravzaprav v tem površinskem smislu. Zdaj, izvedbe so lahko zelo različne, ne, od pesemskih, ne, ki so tudi avtentične, ne, do seveda nečesa, kar mi pa zdajle čisto asociacijsko prihaja na misel, namreč moj prijatelj, slovakist Andrej Rozman se je nekoč z Danetom Zajcem peljal v Litvo. To je, če imate srečo, 14 ur vožnje, ne. Potem, ko izstopite iz avta, hodite kot John Wayne. Torej, ja. In na tej poti nista spregovorila niti ene besede. Niti ene besede, ne. Torej, kaj hočem povedati? To podpira ravno misel o natančnosti njegovega izraza, tudi ne skonstruirani natančnosti, ne da bi človek si predstavljal Daneta Zajca pač kot nekega pesnika, ki išče rimo, ne, ali pa prevajalca, ker še bolj se matramo z rimami, ne. Ampak vendarle pesnika, ki je natančen v verzu brez rim. Kar je pa, da tisto potem res zazveni kot poezija, vendarle težje. Pri rimah na neki način človek ve, kdaj je gotov, zlasti prevajalec. Ko je vse tam pač na mestu, metrič in tako dalje, ne. Bližje si temu. Medtem ko tukaj se moraš pa sam odločiti, kdaj si na koncu. In mislim, da to je danes Zajc res izjemen. In tukaj bi verjetno iskal to utemeljitev za te Nežine oznake, s katerimi se strinjam. Res, da vrednosti izvirnika nič ne nadomesti, ne, in danes Zajc bo samo za človeka, ki res dobro zna slovensko, lahko takšen pesnik, ne. Ampak saj to ne pomeni pravzaprav, tu količine ne igrajo nobene vloge. Če tudi so ti vsi odtenki samo za nas dosegljivi, pa da jih recimo čutijo tu in tam kateri pesniki, ne. Torej, Josif Brodski je bil gotovo eden izmed takšnih pesnikov, ki je to pač znalec nekega res sorodnega jezika, je vsaj po zvočni plati marsikaj lahko dojel, ne. In ko je govoril, ne, o velikem pesniku malega jezika in sebi kot o malem pesniku velikega jezika, pustimo zdaj njega ob strani, ampak zapomnimo si pa to, kar je rekel o Danetu Zajcu. Mislim, da ravno ta skozi odnos od te zelo natančne besede do molka, takrat, ko nimaš res kaj, ko je molk pravzaprav največja beseda,
mislim, da tukaj lahko potem tudi literarna zgodovina na vse zadnje kaj reče. Ne v smislu, dobro, res je, literarna zgodovina išče zveze, kdo je morda podoben ali kaj takega. Umešča v prostor, ne? Da uporabim to besedno zvezo, ki je zdaj tako popularna, umeščanje v prostor, ne? Mislim, duhovni prostor. Ampak vse to so pravzaprav na neki način bergle in tudi, če razšifriramo recimo vsaj del tistega, čemur bi se reklo tehnopoetika. Ampak pri Danetu Zajcu se mi zdi, da pravzaprav se loteva vsake pesmi, ali pa vsaj vsake od teh bistvenih pesmi, ki jih imamo v spominu in ki jih znamo več ali manj na pamet, celo mi, ne? Potem se mi zdi, kot da jo je začel vsako pesem, kot da še ne bi napisal nobene. Tak čist iz nič. Ker seveda je kakšna Askala, ima kaj s črnim bikom, ampak moraš pa res kopati od spode in z rovi pa rudariti, da se kaj takšnega najde, ne? In seveda, ne, torej napraviti potem vendarle en opus, ki ga je za nekaj knjig na takšen način, je res, bi rekel, herojsko dejanje, ne? Mislim, koncentracije, predvsem koncentracije do te, kot sem pač rekel, natančnosti. Ni čisto prava beseda, ne? Ker zelo matematično zveni, ampak to, da ni mogoče nadomestiti pravzaprav nobene besede, pa ali gre za recimo, tako kot je pri Askali, za avtorsko besedo, ali recimo, ne, če potem primerjam to z igrami, ne, Zajčeve igre praktično ne rabijo didaskali. Ne. Vse je jasno pravzaprav iz govora oseb. Ne, in to je pa seveda, jaz sem poskušal opredeliti, kaj loči potem poezijo v tej obliki, dramski, ne, ali pa igrski, in seveda pesemsko poezijo, pa sem prišel pravzaprav do tega, koliko je kakšna oseba gotova v tisto, kar govori. Pri igrah je to razdeljeno in ko daste skupaj, je gotovost, pri seveda poeziji je pa gotovost tista enoglasna, ne, torej kontingentnost, ne, je različna, ne. Drugače pa princip je pa pravzaprav tekstnega oblikovanja popolnoma enak. In zato tudi razumem, zakaj je danes Zajc tako zelo vztrajal, da se igram reče igre, ne drame, ne, torej, ker kontingentnost igre od neke take izjave ali znanstvene ali pesniške je seveda drugačna, ne. Dramska, odrska oseba, odrski lik ima glede na celoto delno uvid, ne, medtem ko seveda pri kakšni lirski izpovedi je to totalen uvid. Najlepša hvala. Ja, mislim, da bi temu dodala to, da ne samo natančnost, jaz mislim, da gre za točnost celo, čeprav tudi jaz ne maram te besede, ampak kljub vsemu ta neodvrnljivost sleherne besede, da se je ne da premakniti, poleg tega pa ni pri njemu zaslediti to, kar mislim, da je v sodobnejših poezijah slovenskih še posebej zelo opazno, neko razgaljevanje te
procesa pisanja pesmi. No, tega pri Zajcu ne bomo našli nekega, da bomo uporabljali še njegovo avtentično besedo, v čemer se tudi zares odlikuje njegova poezija pri teh avtentično slovenskih besedah, pri katerih je vztrajen. Torej ni cincan, ni nekih pavšalnih, polovičnih izrazov, opisovalnih ali kaj podobnega, ali da bi lahko to, da bi imel bralec kakršenkoli uvid v ta njegov proces pisanja. Kljub temu pa istočasno Dane Zajc vedno vztrajajo pri tej čistosti, te belini, ne. Ena izmed zadnjih njegovih pesmi Popotnik, ne, se prav tako začne pravzaprav iz nič in deluje iz nič in učinkuje iz tega vtisa. Čim manj besed, čim manj sredstev, čim manj čutov. In zato je ta točnost, bom rekla, njegove poezije, to, kar želim, pa tudi zaradi česar pravim, da smo tukaj, ta vzdržnost, vzdržanost je bila lastna njegove osebnosti, ne. To je izhajalo iz njega samega. Tega se ne bi dalo spremeniti preprosto, ker je bil Dane Zajc tak. In no, želela bi to še v tem trenutku, ker je Igor Grdina omenil Jozefa Brodskega, omeniti to, da je, kar je malo znano, ne, zaradi tega. Leta 1970 je Dane Zajc že prejel nagrado iz Prešernovega sklada za zbirko Ubijalci kač. Leta 1981 pa za življenjsko delo, za poezijo in dramatiko. Leta 23. maja leta 1997 je bil sprejet za izrednega, 93. leta je bil sprejet za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 27. maja 1997 pa za rednega člana. Pa kljub vsemu imamo občutek, da njegovo ime nikoli ni bilo dovolj ovrednoteno, dostojno ustoličeno v sam vrh slovenske književnosti. Celo več, mnogi ne vedo, da je bil dvakrat nominiran za Nobelovo nagrado. 5. februarja leta 1982 pa je imel literarno čajanko na Univerzi v Kolumbiji z Jozefom Brodskim. Pa verjemite ali ne, tega ni pravzaprav nikdar omenjal. In to, kar smo tudi sedaj načeli, ali je bila njegova poezija prevedena ali ne, na nek način je prevedljiva, ampak dostojanstvo slovenskega jezika pri tem ostaja unikalno. Je njegovo branje, torej tudi v slovenskem jeziku, vedno ganilo, vedno pretreslo. In to je še v enem od prispevkov iz spominov je jasno zapisano, kako je pesnik Mauricio Matjevca, da je slišal ga brati slovenščini, ni razumel niti besede, pa je bil popolnoma pretresen, ganjen. In no, če bi morda Milan Dekleva, ki je povedal v tej svoji, karkoli še nekaj drugih besed o tem zornem kotu Zajčeve poezije, o tej belini pravzaprav, o tej belini, v katero je pisal. In tudi, da ne bo kdo pomislil, v mojem prispevku ni napaka, ena od neizdanih Danetovih zbirk je imela naslov Belo, ne v belo, kot je potem pozneje beletrina po ciklu, ki se je ravnal po fotografskem ciklu razstave Hermana Pivka, ne? Ampak Belo, ampak je bila ostala neizdana. No,
če bi morda pesnik Milan No, jaz se Metleva bom kaj povedal. mal pošalil. Neža je na začetku rekla, da nima naslednikov. Jaz sem en od sledilcev, ki jih ni. Danetov. Kar pa se tiče, zato bom raje danes uporabil besede drugih ljudi. Se pa zelo strinjam to z Belino. V etimologiji pozabe sem se ukvarjal prav s njegovo, kaj vse nosi seboj ta belina in sem kar malo obseden tudi jaz od takrat. Vem, da nimam tistega občutka, kako je 5 metrov snega na lazu, ampak čutim pa, kakšno moč ta belina za njega pomeni. Kar se pa tiče prejšnjih besed, je zanimivo, da se bom naslonil tudi na Igorja, čeprav Daneta ne bom poskušal umeščati ne v duhovni prostor, niti kaj drugega, bi pa rad povedal, da je njegova poezija mogoče najbolj oster. On pleše, njegova beseda pleše na rezini britve, na rezilu britve, to vedno rečem. Najbolj ostro pokazal zatemnitev sveta, namreč v človekovih očeh. In kako se ta zatemnitev odvija, bom skušal ilustrirati z njegovimi besedami, pa z besedami Bele Hamvasa, ki je nekaj podobnega, kot je Dane potem govoril, izrekel že v 30 letih, in na koncu nekaj besed Lasla Krasnahorkaja, ki je pa pred kratkim v svojem svetu gre naprej tudi ponovil nekakšno tako občutje, ki ga imamo vsakič, ko se soočimo s kakšno pesmijo Danetov. Jaz sem Neži rekel, po telefonu, da kadar se začnem z Danetovo poezijo ukvarjati, tako, kot se name zvrnila cela gora. To je občutek popolnega dušenja. No. Noben COVID me ne skrbi, ampak to je pa res. Izhajam pa iz tega zapisa, ki je tudi vas skali od Igorja. Zajec je to izrekel v nekem intervjuju, mislim, da je bila to z Manco celo ali ne vem kaj, pa se to ni važno. Važno je pa to, kako precizen je tudi v intervjuju. O tej natančnosti, ki je Igor govoril, človek je pretresen, kako je lahko nekdo tako natančno opredeli svojo poetiko. In tako tudi začne Igor. Zajec je leta 80 doslednost v težnji lastnega ustvarjanja označil s pojmom hermetizem. Opredelil pa ga je takole. In zdaj citira Daneta v tem intervjuju. Hermetizem je približevanje srcu žarkovja, ki sestavlja vsako individualnost. Vsak od nas je zase včasih bela ploskev, ki izničuje vse barve sveta, jih požera na svoj način, z drugačnimi zaznavami, in ta bela ploskev je za nas, kadar se po določenem obdobju spet pojavi in kar požre svet, ki smo ga že zakoličili, največja skušnjava, da bi jo imenovali samo o kakšnem jeziku, s katerimi besedami, ko pa ostaja kar naprej ista in enako bela. Pot do hermetizma, o kateri govorim, pelje skozi spoznanje o človekovi nemoči. Je pripoved o tem, da sveta ne bomo spremenili, da niti sebe ne bomo spremenili, in je zato samo spraševanje o tem, in tukaj zdaj sam poslušajte to, kaj potuje skozi oko, ki gleda, je nekaj, kar išče izraz za spremenljivi okus vode na ustnicah. Prelepo. In zdaj pa zanimiva sorodnost
v besedah Bele Hamvasa iz 30 let, kot sem rekel, ki v svojem eseju Ars Poetica, naslovljenim z da in tudi ne, in to je tudi ta večna dilema Danetova, izreči ali ne izreči tako, da je molk že v besedi vsebovan. Hamvas pravi, človek poskuša besede vedno znova ropati zvena in čutnega okrasja in odvzeti razdaljo in globino, poskuša jih precediti, ustaviti in narediti za dnevne strukture, gotove, določne oblike, ki večno pomenijo isto. Poskuša jih ponižati, izsušiti, privezati, da se ne bi ganile in ne bi pomahale v drugo smer. Toda tudi jezik nosi v sebi svojo noč in ostaja vedno mračen, živ, negotov, dvoumen. V besedah se bo vedno ohranila dvojnost da in ne. Beseda, kot je eksistenca, pravi le, da je mrak in nerazkroljivo svitanje. Izrazi lahko le, da je bivanje negotovo, da pada, da je neoprijemljivo in nerazumljivo. In potem na zaključku eseja, to, da ni znamenja, ni načina, ni besede, kot zajec, ničesar ni, kar bi bilo končno zagotovilo drvenja v življenje ali pristanka v smrti, kajti vse to je zgolj trenutek, ena sama sekunda v padanju usode. Ko bi obstajalo nekaj, kar nudi gotovost, ali bi bilo bivanje mračno? Mračno pomeni, da ni mogoče povedati in pokazati, kaj je resničnost. In zdaj še nekaj let nazaj Laszlo Krasznahorkai reče takole: kakor sem namreč del tega družbenega sveta, sem hkrati tudi del tega, kar, kdo ve zakaj, vedno znova imenujem neko večjo celoto. Večjo celoto, ki je v meni, z izrazom, ki se neizogibno obrača k Kantu in ki ga je vame vsadil ta in prav ta zakon z žalostnim pooblastilom svobode, da ga lahko kršim. Zdaj pa že plujemo med bojami, ki naznanjajo pristanišče. Malce naslepo, ker nam speče osebje svetilnika ne more pomagati pri manevriranju, da bi vrgli sidro v ta mrak, ki naše vprašanje, ali ta večja celota zrcali višji smisel tega zakona, pri priči pogoltne. Tu smo torej in ne vemo ničesar, samo gledamo, kako se nam iz 1000 smeri počasi približujejo ljudje, so ljudje, ničesar jim ne sporočamo, samo gledamo jih in polni sočutja molčimo. Hvala lepa. Najlepša hvala, Milanu Dekleva. Preden preidemo na to, kako je ta zajčev jezik enako, isto učinkoval tudi v njegovih igrah, da nam je pustil pravzaprav po opredelitvi Denisa Poniča prvo in edino slovensko lirično dramo, imam v mislih Otroka reke, in da ne govorim, da njegova poslednja nedokončana igra Jaga baba, ki je v celoti zajema iz beline in temelji na belini in celo, to sem pa jaz naredila raziskavo, v njej ni zaslediti prenesenega pomena, ni metafor, je vsa resničnostna belina, najbolj okrutna, neprizanesljiva in nedokončana igra, tista, ki še vedno terja v literarni stroki dostojno opredelitev,
pogrešam tudi ustrezno uprizoritev. Predtem bi prosila za malo glasbe, torej ta posnetek in za nekaj minut razmislekov o vsem tem, kar smo slišali. Hvala. Potem pa bomo povabili še za pogovor o igrah. Boste spustili to glasbo, prosim. Vse boš plačal. Največ boš plačal za svoje rojstvo. Jata posmehljivih ptic te bo zasledovala skozi življenje. Oburi miru in oburi nemira se bo spuščala na tvoje prsi. Terjala bo plačilo in ti boš dajal in dajal, ampak odrešitve ne bo nikoli, ker ni nikjer odpuščanja, nikjer ni rešitve za človeka. V sebi nimaš vrednosti, s katero bi plačal, in sam si plačilo za vse. Dolgo nosiš ogenj v ustih, dolgo ga skrivaš, za koščenim plotom zob, med belim risom ustnic ga stiskaš. Veš, da ne sme nobeden zavohati dima iz tvojih ust. Spominjaš se, da vrane ubijajo belo vrano. Zato zakleneš usta in skriješ ključ. Ampak nekoč začutiš v ustih besedo, votlina glave ti odmeva od nje. Takrat začneš iskati ključ svojih ust. Dolgo ga iščeš. Ko ga najdeš, odkleneš lišaj svojih ustnic, odkleneš rjo svojih zob, potem iščeš jezik, ampak jezika ni. Potem hočeš izreči besedo, ampak usta so polna pepela in namesto besede se skotali kepa pepela med sajo tvoje grlo. Zato odvržeš zarjaveli ključ. Potem si narediš nov jezik iz zemlje, jezik, ki govori besede iz prsti.
Le kam naj grem deževni dan, le kam po poti čisto sam, nihče ne čaka me zvečer, nobene luči ni nikjer. Le kam naj grem deževni dan, le kam po poti čisto sam, nihče ne čaka me zvečer, nobene luči ni nikjer. Glej, iz ceste noga je zašla, ta pot nikamor ne pelja, ta pot ne vodi v tisti kraj, ki sanjal sem o njem nekdaj. Ta pot ne vodi me do nje zgrešil sem vse steze. Bravo, Janez. Torej, ja, čeprav to bo Janez tudi boljše vedel, in znam povedati, da je recimo ta zadnja pesem je pa pravzaprav zbrana iz tistih pesmi pred Požgano travo. Ampak tudi to sem pač jaz raziskovala zdaj, da pravzaprav že takrat se osnovni motivi in teme že pojavljajo kot stalnica v njegovi poeziji in jih pravzaprav ohranja naprej do zadnjega. No, sedaj pa, kot sem napovedala, bi se morda dotaknili še tega, kako ta njegov jezik učinkuje tudi v igrah, torej na odru, in ne smemo pozabiti tudi na to, da se je v veliki meri razvijal v Danetovi interakciji z odrom oziroma njegovem premišljevanju o odrski izpolnitvi. Medeja, v kateri pa je pisal Matej Hriberšek, pa je ena od njegovih iger, ki je pravzaprav zelo kompleksna, mogoče celo najbolj zapletena, posega pa ravno zato zelo globoko v človekovo duševnost. Mislim, da lahko pustimo ob strani opredelitve, kot so raziskave mita in mitoloških shem, ki jih je res Danez Zajc nekako opustil ob svoji raziskavi tega motiva Medeje in teh korenin zla v ženski in drugih osebnostih. Zanimivo pa je ravno to, kako je to uresničeval svojim jezikom, svojim pesniškim jezikom. Mislim, da bi nam o tem lahko kaj več Matej povedal. Matej Hriberšek, prosim. Hvala lepa. Hvala tudi za povabilo. Moje srečevanje pravzaprav z Danetom Zajcem
je zelo specifično. Bom ponovil tisto, kar sem dejal že na simpoziju. Daneta Zajca sem srečal samo enkrat v življenju. Ampak samo srečanje pa moram reči, da se mi je nepozabno vtisnilo v spomin. In sicer to je bilo v mojih študijskih letih, v študijskem letu 92-93, ko smo na oddelku za klasično filologijo pri seminarju iz grščine smo obravnavali Sofoklovo tragedijo Ajant. In ne vem, kako se mi je takrat porodila ideja, da bi pa morda za ustaljeno seminarsko nalogo pripravil nekaj čisto novega, čisto drugačnega. In se mi je čisto preprosto, ker sem nekaj mesecev predtem sem ravno bral Otroka reke, se mi je porodila ideja, da bi pa morda obdelal Zajčevo Medejo, ampak ne kot oddaljeni opazovalec, ampak preprosto tako, da naredim z Danetom Zajcem intervju. In po nekaj mesečnih pripravah in lovljenju, iskanju ustreznega datuma, sem se res pojavil pred vrati njegovega stanovanja na Prulah. Po moje je bil to za njega zabaven prizor, ko je zagledal tam študenta z ogromnim kasetofonom, ki je stal pred vrati. In po uvodnem pozdravu in nekaj minutnih pripravah, med katerimi sem se počutil ravno tako kot Andrej Rozman na tej vožnji, ki so potekale v popolni tišini, se je potem intervju začel. In ko se je intervju začel, je bilo pravzaprav tako, kot da bi Dane Zajc na novo zaživel. Torej, začela sva s postopno obravnavo, zastavljal sem vprašanja, seveda takrat z vidika filologa, z vidika nekoga, ki gleda na dramatiko skozi neko določeno perspektivo, ampak skozi ta intervju so se odstirale vedno nove in nove dimenzije te drame. Recimo, sama Medeja, izvirna zgodba Medeje poteka na zelo širokem geografskem področju, ki sega od Kolhide, pa recimo tukaj preko naših krajev, koder naj bi potovali, in potem do Grčije. No, najbolj bi rekel, najbolj tisto, kar se mi je pri tem zdelo zanimivo, je, ko je Dane Zajc povedal, da je začel pisati samo tragedijo na Lastovu. In ker Lastovo poznam, se mi je pravzaprav ustvarila ta podoba, bom rekel, podobnosti tega geografskega prostora, tega sredozemskega prostora, ki je ob nastajanju njegove drame, je bil podoben kot v izvirniku. Potem same nastopajoče osebe. Če gledamo izvirno dramo, se mi zdi, da morda najbolje ilustrira, če si predstavljamo izvirno Medejo kot nek krog. Krog, v katerega so vpete vse nastopajoče osebe, zgodba, ki poteka skozi razmeroma kratek čas in na razmeroma majhnem prostoru. Medtem ko, če primerjamo to izvirno Medejo, Zajčevo Medejo, Zajčeva Medeja je pa takšna, kot bi ta krog razdelili na posamezne segmente. In vsak segment je zgodba zase. Vsak udeleženec v tej tragediji, vsaka nastopajoča oseba je zgodba zase. In ko sem potem samo Medejo 15 let pozneje vzel v roke, mi je pa posebej, se mi zdi, da je posebej prišlo do izraza, je pa prišel ravno posebej do izraza ta Zajčev jezik. Če gledamo izvirno Medejo, jezik je zelo, bi rekli, decenten, slovesen, primeren seveda tematiki tragedije, tej tragiški zgodbi od detomora, izdane ljubezni. In potem imamo tukaj Zajčevo Medejo, ki je za vsakega od
za vsako od nastopajočih oseb, za vsakega tega tragiškega junaka je ustvaril pravzaprav nek svojevrsten jezik. In ta jezik dejansko opisuje, orisuje posameznika, njegov značaj, njegova čustva, njegove slabosti, njegovo premoč, recimo premoč Medeje, slabosti glavnega junaka Jazona. In jezik jih tudi definira. In recimo prav v Medeji zame osebno je bilo presenečenje, kako je Zajec uporabil mestoma, bom rekel, take krepke izraze, kletvice, recimo, ko se recimo ti nastopajoče osebe med sabo prepirajo, ko se obkladajo z različnimi zmerljivkami. In tukaj je bil preprosto neposreden, bom rekel, neposredno stvaren. In na moje vprašanje, zakaj je v takšno zgodbo, bom rekel, tako tragično nabito zgodbo vključil takšno besedje, je krasno opisal. Je rekel, veste, Grki so Balkanci. In ko se Balkanci prepirajo med sabo, je rekel, zamislite si te naše južne brate, ko se obkladajo med sabo. Je rekel, ne poznajo meja v tej vulgarnosti. Je rekel, ampak v tem, ko se obkladajo z različnimi vzdevki, je rekel, tudi v tem je neka določena poetika. In to človeku da misliti. To človeku da resnično misliti. In takšnih segmentov, teh jezikovnih, teh orisov, jezikovnih orisov, na katere postane človek pozoren šele po večkratnem branju, je še in še. In tudi zakaj je bom rekel, zakaj je Medeja tako zahtevna, tako kompleksna? Preprosto zato, ker ob tej množici nastopajočih oseb je Zajec tudi dramsko dogajanje precej, bom rekel, raztegnil in to je tisto, kar daje dodatno zahtevnost sami drami. Ampak prav ta jezik, Aleš je pred leti zapisal, da je Medeja zgodba, ki je povedana na drugačen, stara zgodba povedana z novimi besedami. In to je točno to. Je prav jezik, ta jezik, dramski jezik, ki je uporabljen v tej tragediji, v tej igri, v tej igri dejansko, ker gre bolj kot za tragedijo, gre dejansko za eno kruto igro usod, ki so ujete v nek krog dogajanja. Prav v tem je njen čar in to je tisto, kar recimo človeka pri tem ravno najbolj pritegne. Je pa to tudi tisto, kar drami daje povečuje njeno zahtevnost, ji daje dodatno zahtevnost in kot rečeno, šele po večkratnem branju človek pravzaprav dojame to globino tega izraza. Najlepša hvala, Matej. Zdaj pa bi spet povabila Aleša Bergerja kot vseeno milo rečeno enega največjih poznavalcev Zajčevih iger, da pove še nekaj o svojem pregledu, kako nekako tega. Ja. Ker smo že pozni, bom jaz predvsej skrčil to, ker sem se za vsak slučaj bil pripravil, nekaj faktičnih podatkov o Danetu kot dramatiku, ker v pogovoru o njegovih poeziji je to večkrat malo spregledana tema. Če na hitro povem, da Dane je napisal 7 iger za odraslih in vse so bile uprizorjene, večina večkrat, večina po večkrat in vse so naletele, vse uprizoritve na ugoden sprejem, pritrjevalen, razen ponesrečenega ponohodca 90 v mestnem gledališču. Začelo se je pa tako, da prvi 2 sta bili v avantgardnih gledališčih, Potohodec v Ladovi režiji je bil celo
ena najbolj radikalnih predstav tistega časa v Sloveniji, 100%, saj so četrt ure prej samo tapkali, kdo še razume umrli jezik, ki ga govorim. A ne? Ob Štihovem spomeniku je bila to sigurno najbolj radikalna predstava. Seveda potem je pa prišel ta preboj v ljubljansko dramo po zaslugi istega Lada Kralja z Vorancem, ki je sezono 2 čakal, menda po zaslugi Ivana Potrča, ki je v tem videl ponarejanje kmetstva v Sloveniji. To bi več vedel Lado Kralj, kaj so bile resnični razlogi, zakaj je ta igra leto 2 čakala, ampak ko je bila pa uprizorjena, je bila pa triumfalna. Za slovenske razmere in za jugoslovanske dobila je nekaj Lovorovih vencev tudi na mesu sarajevskem in takrat je Korun tudi na nek način postal uradni Zajčev režiser, je potem ponovil Voranca tam, naredil Potohodca, naredil Grmače in naredil tudi posmrtno Jago babo. Zdaj, če skrajšam, jaz sem imel to srečo, da sem vse te predstave razen Otroka reke videl živo in celo, mislim, da prve uprizoritve tisti čas, ko so bile prvič premiere. In če si sme človek dovoliti en spomin, ki je seveda zelo nezanesljiv, kakor se mi spreminjamo, ampak še zmeri se mi zdi najbolj prebojna in največja iznajdba Danetova je bil Voranc. Voranc je bila iznajdba, ki je ustoličila slovensko poetično dramo. Sej je bil prej, recimo, radi rečemo, Smoletova Antigona je poetična drama. Ampak tam še vse štima. Tam se ljudje pogovarjajo na poetičen način, ampak so realne osebe in kar govorijo je kauzalno, ti rečeš to, on reče ne bom, on odide tja. Pri Vorancu so pa ljudje v različnih dimenzijah, govorijo različne jezike, različni časi so, hkrati je pa to na odru, ne vem, kakšna srečna konstelacija je to bila s Korunom in seveda s Poldetom Bibičem, Štefko Drolčevo in še nekaterimi, da je to res delovalo kot sicer poetična, se pravi zelo abstraktna drama, hkrati pa kot neka živa poetična resničnost. Hvala Bogu je igra, čeprav vem, še zmeraj ohranjena na televiziji. No in da zdaj končam, zadnja je pa bila Jaga baba, ki v drami ni imela kljub trudu Korunovemu, mislim, da je bila malo narobe zasedba, da je Samobor bil preveč racionalen za tega Oglarja, ampak zanimive so bile pa Grmače lani ali predlanskem v Mariboru, ne vem, ste potem uspeli videti. To je bila pa pravzaprav predstava ene mlade režiserke, se tukaj opišem par besed njenih in dramaturgovih in tako naprej, delana pravzaprav antipoetično, da so vse Zajčeve lepe poetične pasaže na nek način zabrisali in zraven čez to kričali neka gesla iz Marksa in še take neumnosti. Ampak krat je bilo pa zanimivo, da vse mlada generacija še čuti eno razmerje, čeprav na način izdajanja. In tudi je zanimivo, da Medejo in Potohodca je tudi ta GRFTV nekajkrat igrali. Tako da jaz upam, da en stih bo ustajal, kakšen bo pa rezultat, bomo pa videli, kdor bo si želel videti. Tako, če lahko samo končam z eno, kaj bi rekel, malo splošno oznako, Dane je pustil ob pesniškem tudi magistralen dramski opus, oziroma opus iger. In tudi takrat, ko smo pri Mladinski knjigi izdali 5 njegovih besedil, je bil konsens, da se temu reče igre. In tudi v nekem pogovoru s Petrom Kolškom je rekel, da so to igre. Kar se zdi meni zelo lep izraz.
ker se pač nekaj igra, pa to ne pomeni igra kot nekaj neobveznega, drama je že malo prehudo, a ne? Mislim, da sam je rekel, ne, da se mu zdi drama preveč konotacij na to meščansko dramo, kar pa meščansko, pa da ni nič v njegovih igrah, da ni tam nič meščanskega. Ne. Dočim, da pa poetična drama se mu zdi pa prav absurd, ne, to združevati v enem izrazu in zato se je oprijel tega termina igra. Ne. Ja. Ja. Kolege Poniža, Ja. Toporišič ima spet en drug izraz, Ja, pa tako lirična je. drama, pa ona drama. So igre, pa Bog pomagi. Ja, igre so, ja. Tako, A lahko še nekaj o Ja, belem prosim, rečem, lepo. ne, ko smo toliko govorili o belem, ne da bi hotel danes tukaj jemati, ne, ampak belo je ena obsesija od nekdaj poezije. Pustimo zdaj malo Armeja, ampak vzemo Murna. Koliko ima Muren pesmi o zimi, o beloti, o tem. Tudi recimo roman Dominika Smoleta, Črni dnevi in beli dan, se konča v neki slepeči beljavi. Govorimo lahko tudi o Stupčevi, o Gabriele Stupici, slikarstvo. Skratka, ta belota je zanimivo, ne, neka. Zoran Dedek je Kaj? celo življenje hotel slikati belo na belem, ne, to je bila njegova obsesija. Pa še drugi slikari. No, Magdane ima pa tudi te impresivne cikle, ne, belo, ne. Ste prišli gor? Pridi. Ste prišli gor? No, pejte. Pa vsem se bolje sliši. Čakaj, Ali pa prihaja. lahko Prihajam, Kar če govorim. Jaz sem prvi del svoje poklicne kariere opravljal kot založnik, kot urednik in pol celo direktor Partizanske knjige. In med našimi velikimi založniškimi uspehi je bilo koncem 70-ih let tudi izdaja zbirke Daneta Zajca pod naslovom Si videl. To je poseben ciklus pesmi, ki jih je Dane napisal, mi da so se pač nekako v tistem času uspela slučajno, bolj kot ne, spoznati in srečati in je rekel tisti založnik, a bi pa vi izdali eno belo knjigo. Se jo sigurno ne boste. Pa bomo probali. No in takrat smo se združili, slikar in fotograf, mariborski, pomagajte mi. Zmago je raj, tako. In oblikovalec Janez Suhadolc. ja, In jaz kot predstavnik založbe smo naredili nek načrt, da bomo izdali neko lepo, veliko, belo knjigo, ki se je imenovala Si videl. Se pravi, Dane se je zavestno odločil, da bo reflektiral in v tekst pesniški spravil proces videnja, gledanja, beline, čistine, lepote v njeni najkristaliziranejši obliki. In to so tiste pesmi bile, to je bil, vi seveda poznate, zbor pesmi, ki smo se takrat sicer dolgo pogovarjali, bil eden od možnih naslovov, je bila tudi belina. Ampak na koncu je Danes sam odločil, da ima naslov Si videl. In je nastala ena taka velika kvadratasta knjiga, Ja, v obliki zelo velika, kvadrata, ja. zunaj vseh normalnih in običajnih formatov Formatov, ja. knjižnih. In predvsem je bila zelo bela. Vmes so bile te Jerajeve fotografije, pokrajine tam nekih haloških vinogradov, take krajinske slike, zelo slike samote, pustote, bi rekel, to, kar je bil pač Danetov tudi pesniški univerzum, ki ga je upesnjeval. In to se je seveda potem pokrivalo s temi verzi, ki se ves čas ukvarjajo s tem, ali si videl, kako si videl, kaj mi videnje prinaša, to, kar je Milan prej sjajno tudi citiral, Danetovo misel o tem, kako prinašaš v videnje to, kar so tvoje oči videle. No, to mimo grede povem, da smo že v
koncem 70-ih let pri neki partizanski knjigi, danes nekoliko odioznem imenu, imeli posluh in vedeli in danes imel posluh za nas, da smo zdaj to pesniško zbirko. Hvala lepa. Mislim, da celo imam to knjigo namreč doma, res je takole je velika, ne? Ja. No, skratka, ampak mislim, da je posebnost teh fotografij, da ni niti enega človeka na njem. To je posebnost. Pa tudi so kakšni artefakti, mislim, da so kakšni predmeti, ampak človeka ni. Zbrane so pa Danetove ene najlepših, bom jaz rekla, ampak najbolj teh, kako bi rekel, radikalnih pesmi, tisto izrečena beseda, zelo take, v smislu njegove poetike so zelo radikalne in čiste, no, zelo, ne vem, pa hkrati je pa ta zbirka malo znana, ne, si videl pa malo pesmi, ne vem, če jih je 15, ne vem, če... Ja. No, Mislim, da jih je 15. Ja, skratka, ja, no. Ja, še bi rekel, ja. Ja, to je bilo pa, najprej bilo pa v tistem pesniškem listu, ne, to. Ja, ker so take zaklinjevalske Vem, ja, pesmi, ja. so res Krč, do te beline pride res. Točno to. Lepo, da ste se tega spomnili. Ja, si videl. Seveda, ja. Ja, seveda. Ja. Ja. Povedal je čas, ki ga živimo danes z vso to strašno tehnologijo, ki takrat je bilo. Ampak videti človeku v njegovo intimo je bila hkrati lepota in groza. Seveda bi rada povabila še vse ostale avtorje, ki so danes prisotni, če bi karkoli imeli še zapovedati, oziroma od vas, če ste voljeni še besede, prosim, lepo, karkoli bi želeli. Ja, prosim. Hvala, gospod Apel. Ja, hvala lepa. Jaz ne bom govoril o literaturi in pesništvu, zato ker to ni moje področje. Bi pa rekel, da osebnost Daneta Zajca, katerega sem več let poznal in sva kar precej stvari skupaj v Julijskih Alpah naredila, jaz mislim, da njegova osebnost vključuje to na drugo dimenzijo. To pa je, on je bil disident, politični disident. In to najo je po svoje tudi združilo, čeprav na nek način, čeprav o tem nisva govorila. In vsak, kar lahko rečem, je to, da upam, da bo enkrat izšel tudi kakšen zbornik, ki bo to vlogo Daneta Zajca osvetlil, opisal. In potem pa tudi po osamosvojitvi je bil on zelo aktiven v civilni družbi. To je bil tisti Zavod za oživitev civilne družbe. Ime je njegovo, kakor se torej nenavadno sliši, Zavod za oživitev civilne družbe, ampak on je točno razumel, kaj je potrebno v novi demokraciji. Kot vemo, so bistveni sestavni deli demokracije, če lahko to rečem, so svobodne volitve, svobodno gospodarstvo in civilna družba. On je to vedel. Torej, skratka, s tem bom jaz nehal, zaključil in, kot sem rekel, upam, da bo enkrat ta njegova vloga političnega disidenta v prejšnjem režimu in tudi njegova dejavnost po osamosvojitvi na tem področju osvetljena. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Aplenc.
mislim, da bom s svojim ukvarjanjem z Danetom Zajcem izpolnila tudi to prošnjo, mislim, ne prošnjo, tudi sama sem imela to že dolgo časa v mislih, zato ker je pravzaprav treba povedati o Danetovem odnosu med poezijo in politiko, oziroma kako je sam na to gledal, in obstajajo pa tudi v rokopisni zapuščini ene poslednjih zapisov, ko je sam pisal o tem, in to se mi zdi zelo pomembno, torej obelodaniti, objaviti in se pogovarjati o tem, premišljati o tem. Ima še kdo, prosim, karkoli za dodati? Samo še besedo. Še enkrat bi rad se v imenu vseh nas, ki spoštujemo Danetov spomin in imamo radi in nas pretresa njegova poezija, zahvalil gospe Neži. In on dan mi je povedala, da je Danez Zajc zdaj sprejet v načrt zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev in da bo ona to zadevo urejala. In je ob tem čestitam in želim veliko vztrajnosti, uspeha. O empatiji do dedove zapuščine pa itak ne dvomim. Najlepša hvala. Moram pa povedati res, da zato tudi kot eno skrivno aluzijo že tele publikacije imam tudi, da bi rada, da je osnovni namen tudi to, da želim ohraniti pesnikovo nedotaknjenost. In tisto nedorečenost njegove poezije, ki mora ostajati skrivnost zavedno, ampak ne bom pa prenehala nagovarjati slehernega bralca, da o tem premišlja in tudi sam sebe izprašuje, tako kot bi Dane Zajc to želel, ker sam je to pravzaprav apeliral v svoji poeziji, da nikoli ni dovolj izpraševanja lastne vesti. Morda pa bi za konec želela še, ker prva knjiga zbranih del ne bi bila posvečena, torej prvi objavljeni pesniški zbirki, torej Požgani travi, ki jo imam tu v izvirniku iz leta 1958 in še avtografom Daneta Zajca. Bi rada prebrala zadnjo pesem, ki je nekoliko manj znana, natanko pa kaže, odraža na Zajčev odnos do najvišjega, do glasu, ki je višji od njega in ki se mu on sam kot pesnik podreja in ki je seveda glas poezije. Kljub temu pa ima ta glas vse značilnosti tistega notranjega jezika, ki ga je Danez Zajc oblikoval, ustvaril in ga ohranjal do konca svojih dni. Ampak pretresljiv je ta njegova podrejenost, ponižnost in popolna predanost temu glasu. Naslov pa je Upor. Glas izvišav, temni glas izvišav, pridi glas groze, padi vame, uniči me, zabij me v zemljo, razkosaj me, razčetveri me, mračni glas prastarega ukaza. Vse je uničeno, sam bežim skozi močvirje, utapljam se v črni vodi, glas izvišav,
Ubi me, temni glas izvišal. Hotel sem biti trava, svilena mehka trava, temni glas izvišal. Zlobni prežeči lovec, odkot uprezuješ name? Padi vame kot ognjena krogla, sežgi me. Naj bom zemlja pod nogami divjih živali, glas izvišal. Pokaži svoj razpadajoči obraz, pokaži ga na temnem nebu. Pesniška zbirka, kjer je na prvi strani grafika obraza Janeza Bernika. Požgana trava, torej, za katero upam, da bom danes sem se dogovarjala v tej smeri, poskrbela, da bomo ponatisnili, torej ne samo ponatisnili, da bo šla v faksimilni izdaji. Upam, da kmalu. Še enkrat hvala vsem, ki smo se zbrali danes tukaj in upam, da se kmalu spet srečamo ob ponovnem spominjanju in premišljevanju o poeziji in igrah Daneta Zajca. Hvala.